Lep pozdrav, spoštovani gledalci, drage gledalke. V tokratni oddaji Župan z vami smo se povabili v občino Rogaška Slatina. Naš gostitelj je župan, magister Branko Kidrič. Lepo pozdravljeni. Vračam pozdrave, seveda tudi gledalcem in dobrodošli v Rogaški Slatini. Letošnje poletje je nekoliko drugačno, kot so bila prejšnja. Kako ste ga preživeli? Kar drugače kot v preteklosti. V mislih imam seveda več segmentov. Kjerkoli smo bili, nismo mogli mimo ukrepov sled koronavirusa in nekaj podobnega smo morali seveda upoštevati tudi v Rogaški Slatini. Tako pri raznih prireditvah, ki smo jih še kljub temu organizirali, ali pa jih je javni zavod predvsem za turizem. Potem smo morali upoštevati tudi pri dogodkih, ki so malo drugačne narave, ampak vse, če potegnemo črto pod vse, lahko ocenim, da je dogajanje bilo še kar dobro glede na napovedi iz pomladi, ko smo bili vsi na nek način prestrašeni, nismo vedeli, kaj nas čaka v tem poletju oziroma še bolj v jeseni. Vendar pa menim, da smo ravnali dovolj odgovorno, da smo tudi upoštevali ta navodila NIJZ-ja in da smo obvladovali tudi to koronavirus na vseh področjih z različnimi akterji. Jaz samo si nadejam, da bi tudi ta jesen oziroma zima bila takšne narave, da bi se znali obvladati oziroma na nek način verjetno nam bo potreba navaditi na nove razmere, dokler ne bo bodisi cepiva ali zdravila, kot pravijo strokovnjaki. Kot turistična občina, kot pravite, ste se morali zelo prilagajati, pa vendarle nekaj podatkov, kako je ta koronavirus vplival na dejavnosti, ki so povezane s turizmom? Javni zavod za turizem je seveda moral zaradi pogojev odpovedati tako imenovan Anin festival, ki smo ga imeli že v preteklih letih, v poletnih mesecih, julij in avgust, v sklopu katerega se je odvilo vsaj 50 različnih glasbenih dogodkov na različnih odrih. Letos smo to skrčili na naslov Poletje v parku, torej našem lokalnem spomeniku, Zdraviliškem parku. Tudi tukaj se je predvsem ob vikendih dogajalo na različnih prireditvenih odrih pred hoteli, pa tudi na Evropski ploščadi različni glasbeni dogodki in obiskovalci so ocenili, da kljub upoštevanju teh navodil o razdalji in še ostalo, da so doživeli tisto, po kar so tudi prišli na te glasbene dogodke oziroma koncerte. In predvsem pa tudi gosti Rogaške Slatine so pohvalili ta odziv in da so na nek način bili zadovoljni, da so tudi zatem bili deležni pozornosti, ne le v prednostih, ki jih ima Rogaška Slatina glede narave in ostalih znamenitosti oziroma turističnih vsebin. Občina Rogaška Slatina obeležuje občinski praznik julija na praznik Svete Ane. Ste ga primerno obeležili, ste podelili tudi občinska priznanja? Mi smo se v mesecu juniju precej odločali, kako speljati ta občinski praznik, vendar pa smo se odločili, da je bolje, da speljemo z upoštevanjem ukrepov v času, ko dejansko je ta praznik, torej v bližini datuma 26. julij, ko je občinski praznik, da je ta opcija boljša, kot da predstavimo na takrat še seveda nejasno jesen. Naredili pa smo ta dogodek v Aninem dvoru, torej tudi z tega vidika je ta naš reprezentančni objekt prišel prav. Sprva smo želeli narediti to zunaj na ploščadi pred vstopom, vendar pa nekaj minut pred začetkom je prišlo nekaj dežnih kapelj in smo vso prireditev prestavili v Anin dvor, kjer smo prireditven prostor že imeli pripravljen in ta dogodek je potekal povsem normalno, seveda pa v zmanjšanem številu. Nismo mogli povabiti kot običajno predstavnike gospodarstva, podjetništva, javnih zavodov, gasilskih društev in tako dalje, ampak smo se morali omejiti le na 50 obiskovalcev in prednost normalno, da so dobili občinski nagrajenci in njihovi sorodniki, člani občinskega sveta in tako dalje. Vendar pa dosegli smo cilj, torej obeležili smo ustrezno občinski praznik, podelili občinska priznanja in po odzivih sodeč so obiskovalci bili kar zadovoljni.
Smo pa v nadaljevanju razmišljali, kako pa kljub temu poskušati kakšen dogodek narediti tudi za občanke in občane, pa ne toliko vezano na občinski praznik. In organizator na nek način projekta Kulinarik, kar ni občina, se je odločil, da ta projekt v letošnji jeseni kljub temu izpelje v začetku septembra. In ta prireditev je potekala seveda v upoštevanju vseh ukrepov na takšni ravni, da smo lahko vsi skupaj zaznali, koliko ljudje potrebujejo v tem času tudi druženja, pogrešali so jih in celotna prireditev, če jo lahko tako imenujem, je dala eno pravo piko na i tem dvema dopustniškoma mesecema, juliju in avgustu. Konec junija ste sprejeli rebalans občinskega proračuna. Zakaj ste se odločili, da ga pripravite? Tudi po analizi prihodkov in analizi razmer v letošnjem letu smo v maju in juniju tehtali, kaj narediti, glede na to, da se bodo nekateri prihodki spremenili. In odločili smo se, da ne čakamo na jesen, na september ali oktober, ko bo mogoče kaj več znanega, ampak da tisto, kar je bilo že razvidno, upoštevamo pri rebalansu proračuna in zato smo ga tudi pripravili za sejo v mesecu juniju. V njem pa smo upoštevali predvsem prihodke povečane iz naslova primerne porabe in predvsem zmanjšane ocenjene prihodke iz naslova turistične takse. To so torej bistvene spremembe glede na prvotno sprejet proračun. Lahko rečem, da je v bistvu celotna višina prihodkov povečanih iz naslova primerne porabe, ki, kot vemo, se nanaša na pokrivanje stroškov občine ali pa odhodkov za obvezne naloge, šla za manjko prihodkov iz naslova turistične takse. Tu smo ocenili, da od prvotno ocenjenih nekaj več kot 500 tisoč evrov smo zmanjšali te prihodke za 300 tisoč evrov. Zaenkrat sicer kaže, da bi lahko ta podatek bil nekoliko drugačen, vendar pa počakajmo jesen oziroma konec letošnjega leta. Pa tudi še nekaj drugih ocenjenih prihodkov bo zmanjšanih, tako da od zdaj ocenjujemo, da smo se prav odločili in da lahko izpeljujemo tiste investicije, ki smo si jih začrtali, seveda nekatere tudi v zmanjšanem obsegu. In ukolikor to ne bi naredili junija, bi nam zmanjkalo časa, da bi to plan lahko realizirali do konca letošnjega leta. Katere spremembe pa se nanašajo na delovanje krajevnih skupnosti? Tudi pri tem smo imeli kar precej razmisleka, da bi iz naslova povečane primerne porabe vsaj nekaj sredstev namenili tudi manjšim projektom po krajevnih skupnostih, ponekod to naredijo skozi tako imenovani participatorni proračun. Pri nas pa se trudimo, da skozi plan dela občinskih strokovnih služb v posamezni krajevni skupnosti tudi naredimo bodisi kakšno novo igralo, kakšno igrišče ali kaj podobnega. No in tisto, kar ocenjujemo, da je za občane na območjih občine, kjer je manj poseljenosti, zelo pomembno je še zmeraj cestna in komunalna infrastruktura in zato smo se odločili, da v vsaki krajevni skupnosti zgradimo ali obnovimo novi pločnik, zgradimo novo javno razsvetljavo ali pa zgradimo dodatna parkirišča in v skupnem znesku 160 tisoč evrov smo namenili za te projekte po krajevnih skupnostih kot neke vrste dodatek na letošnji plan kljub zmanjšanim prihodkom. To pa smo zagotovili za določenimi prerasporeditvami oziroma zagotovitvijo tudi nekaterih manjših dodatnih sredstev. Katere aktivnosti pa ste izvedli na področju promocije turistične destinacije, kljub temu, da je prišlo do zmanjšanja turistične takse? Mi smo imeli sestanek z turističnimi subjekti na naše povabilo, seveda tik pred začetkom epidemije in takrat smo seveda ne vede, kaj nas čaka, razmišljali, kako se temu prilagoditi, vendar pa pomembnejši sestanek smo naredili v mesecu juniju, ko smo želeli jim predstaviti zmanjšane prihodke in predvsem z njimi izmenjati mnenja, kako se soprotstaviti tej novi zgodbi, kar se tiče turizma. Kajti, kot vemo, Rogaška Slatina je v preteklosti v povprečju imela 85% tujih gostov, predvsem iz držav bivše Sovjetske zveze oziroma Ruske federacije.
in to je precejšnja sprememba, ker teh gostov seveda letos ni. Podatki kažejo, da se je slika spremenila v tem smeri, da imamo letos 90% domačih gostov in le približno 10% tujih, ampak ne glede na to, torej, da bomo imeli zmanjšane prihodke iz turistične takse, iz naslova turizma, smo se zavestno odločili, da če hočemo pridobiti več domačih gostov, da moramo povečati promocijo, in zato smo za ta namen zagotovili 140 000 evrov za različne projekte, ki smo jih izvedli, in naša odločitev se je pokazala kot dobra. Pohvalili so jo tudi turistični subjekti in se nam na nek način zahvalili, saj so sami povedali, da letos v kakršenkoli skupni projekt ne morejo prispevati. Tudi vprašanje je, v kakšnem obsegu bomo lahko predstavili Rogaško Slatino kot enovito turistično destinacijo na tujih trgih. V lanskem letu smo to naredili na 14 sejmih. V letošnjem letu še nismo v celoti obupali, ampak predvsem zadnji meseci bodo pokazali, kolikšnem obsegu bo to promocijo smiselno in možno tudi narediti. Tisto pa, kar smo naredili na domačih sceni, če tako rečem, pa se je pokazalo, da je padlo na plodna tla. Javni zavod je razdelil prvim 200 obiskovalcem bone v višini 40 evrov za določene storitve, ki so si jih sami izbrali v Rogaški Slatini kot začetek povečane promocije za domače goste. Nadaljevali smo še s kakšnimi drugimi programi, naprimer kot je bil spot na nacionalni televiziji Super Babi, in po odzivih sodeč je bila to prava tema in vsebina tudi za tiste goste, ki do zdaj niso obiskali Rogaško Slatino, in ko so prišli, so nam večkrat povedali, da je kaj za videti. Kako je to torej vplivalo na zasedenost turističnih kapacitet v vaši občini? Seveda vsi pogrešamo goste iz tujine, in vsaj dve stvari sta se pokazali v tem času, ki v preteklosti nista bili toliko izpostavljeni oziroma jima nismo posvečali toliko pozornosti. Prva je ta, da se je v veliki meri bolj pokazalo, da moramo za goste, da pridejo tudi več narediti, ne le pa vsaj nekateri čakati, saj gosti tako ali tako samoumevno pridejo. In druga stvar, ki se je pokazala, je pa ta, da smo uvideli vsi skupaj, koliko inštitucij, podjetnikov, družb je odvisnih oziroma povezanih z turizmom, in se je toliko bolj, naprimer, v gostinstvu poznalo. Kolikor ni gostov, seveda tudi ni tam ustreznega prometa, kot je bil v preteklosti. No, ampak kakorkoli, ko pa so ti gosti ponovno prišli, pa se je vsa ta mašinerija ponovno zagnala, če jo tako imenujem. In podatki za julij kažejo, da je turistično destinacijo obiskalo 10% več gostov kot v juliju v lanskem letu. Že prej sem povedal, da so to pretežno slovenski gostje, ki koristijo predvsem tudi seveda bone. V avgustu pa smo imeli 30% več gostov kot v avgustu lanskega leta. Vendar pa ti gosti so bivali ali bivajo tudi še v septembru manj časa v naši destinaciji, kajti povprečna doba bivanja v preteklem obdobju, v preteklih letih je med 5 in 6 dni gosta v Rogaški Slatini, in to je seveda razlika in se pozna tako pri gostih iz tujine, ki si nekoliko več privoščijo pri nas, predvsem kar se tiče zdravstva in storitev povezanih z tem, tako da število nočitev bo nekoliko manjši bo tudi izplen, ampak število gostov se je pa povečalo. Od turizma pa k naložbam, ki tudi niso zastale, ne glede na vso to situacijo v Sloveniji, pa se morda ustavimo pri objektu v športnem centru v Rogaški Slatini. Kako daleč je ta naložba? Mi smo lahko kontinuirano nadaljevali z izgradnjo nekaterih večjih projektov zaradi tega, ker smo že v jeseni lanskega leta v zadnjih mesecih izvedli javne postopke javnega razpisa, izbrali izvajalce, podpisali izvajalske pogodbe in le-ti so v začetku letošnjega leta tudi pričeli z deli. In eden od teh projektov je tudi
novi objekt v športnem centru za potrebe predvsem nogometnega kluba. Zgradili smo objekt z novimi garderobami, skladiščnimi prostori in spremljajočimi prostori in novo tribuno za 160 obiskovalcev. Vse skupaj je do danes tako daleč, da pridobivamo uporabno dovoljenje in v drugi polovici septembra bomo z eno atraktivno nogometno tekmo od domačega nogometnega kluba in ustreznega gosta tudi obeležili začetek uporabe teh prostorov. Po odzivih sodeč so nogometaši navdušeni, predvsem najmlajši, saj bodo pridobili še enkrat večji prostor za potrebe delovanja, kot je bil doslej. Predvsem pa bo tudi vizualno ta objekt umeščen v prostor tako, da bo lahko služil svojemu namenu tudi kar nekaj desetletij. Projekt je vreden 1 350 000 evrov. Zanj smo uspeli dobiti tudi še 65 000 sredstev Fundacije za šport in pa 30 000 sredstev od Nogometne zveze Slovenije. V tem znesku, ki sem ga omenil, pa seveda so zajeta še nekatera druga vlaganja v športni objekt v preteklem obdobju in če vse skupaj zaokrožimo, potem so to vlaganja v športni kolektiv, ki presegajo vsaka druga vlaganja v zadnjih nekaj letih v katerikoli športno društvo ali zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje. Odločili pa ste se tudi, da obnovite, posodobite pomožno nogometno igrišče. Katera dela pa obsega ta projekt? To je že dolgoletna želja predvsem nogometašev, istočasno ali pa hkrati pa tudi dolgoletna želja turističnih subjektov. Mogoče čudno zveni, ampak verjetno ni težko povezati, da je športni turizem nekako v vzponu in Rogaška je zanimiva tudi za priprave različnih športnih kolektivov, tudi nogometašev. In v preteklosti se je pokazalo, da v širši regiji nimamo zadostnih športnih nogometnih površin za priprave ekip iz Bližnjega vzhoda, iz Evrope in tako dalje. In pokazala se je priložnost, da bi lahko deloma rabljeno umetno travo oziroma vse elemente, ki sodijo zraven, odkupili po nekoliko nižji ceni iz bližnjega Rogatca, kjer so travo menjali zaradi določenih poplavnih težav. Gre za travo, ki je sicer že nekaj let stara, vendar po mnenju strokovnjakov malo rabljena in lahko bo služila v prihodnje še vsaj 15 do 20 let. Zato smo ocenili, da bi poskušali ta projekt na ta način zrealizirati, kajti vemo, da izgradnja pomožnega nogometnega igrišča na umetni travi stane skoraj ali pa približno $500 000 evrov. Mi pa ocenjujemo, da bi lahko ta projekt realizirali za dobrih 200 000 evrov. In travo smo že odkupili, tudi izbran je izvajalec za izvedbo še ostalih gradbenih del in položitev te trave na novi lokaciji, tako da verjamemo, da bomo z tem projektom za naslednjo turistično sezono pripravljeni v večjem obsegu sprejeti tudi športnike na priprave, kar bo v zadovoljstvo tako nogometnemu klubu, ki upravlja z temi igrišči in bo tu na nek način dobil tudi dodatna finančna sredstva. Istočasno pa verjamem, da bo to zadovoljstvo tudi turističnih subjektov, ki bodo lahko na ta način po njihovih ocenah pridobili več kot 10 000 nočitev. Nedaleč stran ob kolesarski povezavi Rogaška Slatina-Podčetrtek gradite naravovarstveni center Sotla. Kako daleč je z gradnjo in kdaj ga bodo prvi obiskovalci lahko občudovali in seveda tudi vse posebnosti ob njem? To je projekt, na katerem gradimo neke vrste nove produkte turistične destinacije. Mi smo imeli neke vrste delovni naslov Naravovarstveni center Sotla, ki pa ga bomo ob otvoritvi, ki je predvidena za 17. september, torej zelo v kratkem, preimenovali v Bobrov center. Pred časom smo imeli v mislih, da bi imeli osrednji lik tega objekta vidro, torej žival.
ki je tudi prisotna v tem okolju, vendar pa smo kasneje v sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne dediščine iz Celja ugotovili, da je osrednja lik boljše Bober, ker Vidra je že omenjena v enem drugem projektu v Prekmurju, zato torej Bobrov center. Sicer je pa to projekt, katerega smo realizirali, lahko tako rečem, v sodelovanju z še 6 drugimi partnerji. Mi smo se prijavili na razpis Interreg Slovenija-Hrvaška 5A in skupaj z 3 partnerji v slovenski strani in 3 iz hrvaške strani tudi uspeli na razpisu ministrstva. Vrednost celotnega projekta znaša 1 410 000 evrov. V tem letu skozi pogoje razpisa smo morali seveda v celoti zagotoviti lastna sredstva v občinskem proračunu, skladno z pogoji in terminskim planom izvedbe del, pa lahko pričakujemo sredstva ministrstva v letu dni po oddani zadnji situaciji za izvedbo tega projekta. Torej, vsaj za leto dni smo morali v celoti zalagati tudi lastna sredstva. Sicer pa je projekt zanimiv z več vidikov. Eden od teh je tudi ta, ali pa prvenstveni je ta, da je objekt namenjen ukrepom za ohranjanje narave. In v sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne dediščine smo definirali vsebine, ki bi lahko bile torej atraktivne. Drugi razlog za ta projekt je lokacija, in sicer ta se nahaja ob zaključku želenega bodočega Vonarskega jezera, ko in če seveda bo napolnjeno, ampak bolj pomembno je, da je lokacija v tem trenutku na sredini poti ob kolesarski stezi med Rogaško Slatino in Podčetrtkom. In seveda ta objekt lahko v celoti samostojno deluje brez vode, vendar pa mi smo večkrat že rekli, v Rogaški Slatini bomo tudi s tem objektom in še čem pripravljeni na Vonarsko jezero. In z tega vidika verjamem, da bo lahko ta projekt prispeval k povečanemu obisku predvsem enodnevnih obiskovalcev v Rogaški Slatini. Mi si želimo, da bi bil primeren za obisk tudi za osnovnošolce, tako kot tudi dijake, in da bi vse to povezali v neke vrste naravoslovni dan ali kaj podobnega. Povezali pa se tudi z kraji v bližnji okolici, Rogatcem, Podčetrtkom, Šmarjem in tako dalje, in da bi lahko obiskovalcem širšega območja ponudili s tem objektom nekaj več. Ja, res bo zelo atraktiven, zanimiv za, bomo rekli, vso populacijo. Že morda veste, kdo bo upravljal s tem objektom? Mi smo že v štartu se dogovorili, da bi z projektom upravljal Javni zavod za turizem in kulturo. Tudi zadnje aktivnosti promocije v letošnjem letu so potekale preko javnega zavoda. Sicer pa tisto, kar bi lahko bilo najbolj atraktivno v tem objektu, je, da bo prikazana zgodovina Posotelja, tudi reliefen prikaz nastanka Vonarskega jezera. Zanimivo bi znal biti tudi interaktivni način predstavitve naravnih danosti tega območja, ki je deloma tudi v Naturi 2000. V sklopu projekta pa bomo naredili tudi umilitvene ukrepe za življenje določenih vrst rib na tem območju oziroma nasploh živali. V objektu bo na zanimiv, atraktiven način prikazan tudi vsebinski del v tem kontekstu, da bodo obiskovalci lahko skozi uganko prišli do nekaterih zanimivih podatkov. To je ta vrsta tako imenovana interpretacija teh vsebin, ki je stala kar 175 000 evrov, ukrepi na pritokih mejne reke Sotle dobrih 100 000 evrov, tako da sam objekt je stal 1 150 000 evrov, ostalo pa so še tudi drugi stroški. Posodabljate pa tudi cestno infrastrukturo. Največji projekt na tem področju je v ulici Kozjanskega odreda ob šoli in pa vrtcu. Kaj ste tukaj postorili?
To je projekt, ki je povezan na neke vrste trajnostno mobilnost. Z njim smo se prijavili tudi na razpis Ministrstva za infrastrukturo in na razpisu uspeli. Z njim pa smo želeli rešiti večletni problem, ki smo ga zaznavali v bližini druge osnovne šole in pa vrtca. In ta problem se je nanašal na pretočnost prometa, na varnost, predvsem pešcev in kolesarjev v bližini in na pomanjkanje parkirišč. Z tem projektom smo vse to izboljšali, zgradili smo 2 mini povozna krožišča in zgradili smo 30 novih parkirnih mest ter posodobili površine za pešce. Pokazalo pa se je, da je primerno, da v tem sklopu obnovimo tudi vozišče, ki povezuje lokalno cesto z državno, in tako da je iz vsega skupaj nastal en lep projekt, ki je vreden več kot 200 tisoč evrov. Na Zdraviliškem trgu ste zgradili novi most preko Irskega potoka. Zakaj je ta most tako pomemben? Most je bil star več desetletij, težko je bilo ugotoviti, saj je bil zgrajen iz 4 različnih materialov, iz kamna, jekla, betona in lesa, in ta most se nahaja na eni od glavnih vpadnic iz zunanje obvoznice v center mesta. In že več kot desetletje smo budno spremljali, kaj se dogaja z njim, in vendar ugotovili, da je bil v takšnem stanju, da je bila vožnja še varna. Smo pa prišli po izvedbi dokumentacije do trenutka, ko smo lahko zagotovili zadostna finančna sredstva v višini 180 tisoč evrov, da smo lahko pristopili tudi k obnovu tega objekta. Sedaj smo ga razširili, zagotovili smo dodatne površine tudi za pešce oziroma kolesarje in ocenjujem, da bo most prispeval ne le k večji varnosti, ampak tudi lepšemu izgledu vstopa v Rogaško Slatino. In zdaj na povsem drugo področje, kako je z zagotavljanjem neprofitnih stanovanj v vaši občini? Mi smo, ocenjujem tako po podatkih, ki so na razpolago, kar uspešni. To ocenjujem iz tega vidika, ker smo po zadnjem razpisu, ki smo ga imeli pred slabimi 2 leti, od 25 upravičencev do neprofitnih stanovanj in 20 že zagotovili stanovanja, torej ostalo jih je le še 5. Seveda pa ta podatek ne nastane samo od sebe, ampak je posledica tega, da imamo v občini 167 tako imenovanih neprofitnih najemnih stanovanj, od tega je 129 v lasti občine, preostalo pa v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je ta stanovanja dal v najem občini, in po našem razpisu dodeljujemo upravičence za pridobitev stanovanjske pravice. Vendar pa ne stojimo križem rok, zadali smo si nov cilj, zagotoviti 10 novih oskrbovanih stanovanj v tem in prihodnjem letu, in temu cilju sledimo tudi z izgradnjo objekta v Spodnji Kostrivnici, katera se je že tudi pričela. Lahko malce bolj podrobno opišete ta projekt? Ocenjena vrednost projekta znaša 800 tisoč evrov. Izvajalec je z deli že pričel. V tem večstanovanjskem objektu bo 10 neprofitnih najemnih stanovanj, velikosti od 35 do 55 kvadratnih metrov. Z tem projektom želimo na eni strani pokazati, da si prizadevamo za enakomeren razvoj občine na njenem celotnem področju, in zato smo ga tudi koncipirali v Spodnji Kostrivnici, torej v krajevni skupnosti Kostrivnica. Objekta nismo mogli zasnovati v centru same Kostrivnice zaradi zahtev oziroma smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine, zato smo ga iz tega centra umaknili. Z njim pa želimo na nek način tudi potencialno pomagati, da bi lahko prišlo več otrok v to podružnično osnovno šolo in bi s tem ponovno lahko vzpostavili nekatere samostojne oddelke, ki so danes združeni. Terminski plan izgradnje projekta je 10 mesecev in želimo si, verjamem v to, da bomo prihodnje leto ob občinskem prazniku lahko tudi ta neprofitna stanovanja dodelili upravičencem, da pa bi bili čim bolj ažurni pri dodeljevanju teh stanovanj tistim, ki si to zaslužijo, pa smo v letošnjem letu naredili nov razpis.
Postopek je še v teku, preverjajo se vloge upravičencev in ko bo znana tudi končna lista, bomo lahko tudi rekli, kdo bi naj dobil ta nova stanovanja v prihodnjem letu. Lotili pa ste se tudi ideje o gradnji oskrbovanih stanovanj. Kako to uresničujete? To je prav tako že dolgoletna želja, vendar pa prioriteta obveznosti občin je zagotoviti najemna neprofitna stanovanja. Oskrbovana stanovanja, če je aktivnost občine po mojem mnenju neke vrste že nadstandard, boljše in lažje je, če je tu iniciativa zasebnika, vendar pa, ker te v zadnjem obdobju pri nas ni, več je bilo iniciativ po izgradnji tako imenovanih tržnih stanovanj. Zato smo se odločili, da mi prevzamemo pobudo in iščemo partnerja, ki bi na atraktivni lokaciji v centru mesta, ki smo jo pred časom odkupili, zgradil oskrbovana stanovanja, mi pa bi na nek način bili partner. Tako smo vsaj zaenkrat si zastavili ta projekt. Variant je več, tudi neke vrste javno-zasebno partnerstvo, vendar pa postopek za pridobitve ali pa za zagotovitev pogojev za razpis je precej dolgotrajen, vsaj leto do dve traja z ustreznim odlokom na občinskem svetu in tako dalje. Zato nam je bližje varianta, da prodamo zemljišče z namenom ali za obvezo investitorja, da zgradi oskrbovana stanovanja in jih potem deloma odkupi občina. V zadnjem času pa smo se dogovorili, da je zainteresiranost pokazal tudi stanovanjski sklad, ne le za najemna stanovanja, kjer sodelujemo pri objektu v Spodnji Kostrivnici, vendar pa tudi pri nakupu oskrbovanih stanovanj. Lokacija je torej atraktivna, mi smo ta projekt pred letom dni predstavili nepremičninskemu skladu, vendar pa so nam le-ti odgovorili, da v Rogaški Slatini že imajo en objekt, ki je sicer poln, vendar pa so ocenili, da zaenkrat nekih tovrstnih večjih povpraševanj ne čutijo v sklopu sodelovanja z društvom upokojencev in zato so prednost dali izgradnji ali sodelovanju pri tovrstnih projektih na obali in v mestnih občinah. Zato smo se na to obrnili na stanovanjski sklad in jaz verjamem v pozitivno zgodbo. Naša želja ali pa ambicija je, da bi torej na lokaciji stare glasbene šole v centru mesta, v neposredni bližini občine, zgradili objekt, v katerem bi bilo od 18 do 22 oskrbovanih stanovanj. Terminski plan, o katerem se sedaj pogovarjamo, je približno 2 leti. Prvo fazo smo realizirali z pripravo idejne zasnove, da sploh vemo, kaj lahko ponudimo na trgu, zakaj bi lahko pritegnili tudi bodoče investitorje. Upravili smo tako imenovano povabilo z promotorji, upravili z njimi sestanke in ugotovili, da moramo projekt nekoliko racionalizirati, saj se možnost odkupa oskrbovanih stanovanj ne bi pokrila z vrednostjo investicije. In naslednja faza torej je nekolikšna korekcija tega projekta in ko bomo prišli tako daleč, da bomo videli izvedljivost po tudi finančni plati, bomo vso zgodbo predstavili na občinskem svetu in potem izvedli tudi javni razpis. Trajnostna mobilnost je pomemben dejavnik razvoja občine. Kako jo vi izvršujete? Menim, da jo izvršujemo že približno 20 let. Mi smo že leta 2001 začeli z projektiranjem daljinskih kolesarskih povezav, predvsem pa z kolesarskimi stezami in potmi znotraj mesta. Tako danes imamo v celoti to omrežje tudi zgrajeno. Nadaljujemo pa z projektiranjem daljinskih kolesarskih povezav proti sosednjim občinam. To je tudi regijski projekt. Trajnostno mobilnost pa želimo realizirati z spodbujanjem kolesarjenja, sprehodov, rekreacije in tovrstne vsebine pospešeno dodajamo k vsemu. Bodisi z sprehajalnimi potmi na področju Janine, bodisi z skateparkom, bodisi z izgradnjo kolesarskega omrežja. Želimo dodati k obstoječi mreži izposojevalnic koles še 4 nove. Ta projekt smo pred 2 leti vzpostavili skupaj z občino Podčetrtek, pokazal se je zelo dober, povezava ob
meji ob lokalni Vonarski cesti, tako jo imenujemo, je zgrajena daljinska kolesarska steza od 10 km in ta je predvsem v poletnem času izredno obljudena, ne le s kolesarji, tudi tekači ali sprehajalci. In vse to želimo torej še nadgraditi z kakšnim novim projektom. Ja, v mislih imam enega večjega na tem področju, ga lahko opišete? Mi smo si zadali cilj, da bi poskušali vzpostaviti novo turistično območje na področju degradiranega področja starega podjetja Mizarstvo Rogaška Slatina. Gre za območje v vznožju Tržaškega hriba, velikosti 22.000 kvadratnih metrov. Na tem območju želimo zgraditi tudi med drugim razgledni stolp Kristal in pa predvsem centralno parkirišče P+R, torej parkiraj in presedi, z 50 parkirnimi mesti za avtomobile in 30 priključki za kolesa. Celotno to območje pa ocenjujemo, da bi lahko bilo precej bolj atraktivno in zanimivo tudi za lastnika preostalega dela območja, ki ga nismo mi odkupili, če bi to območje povezali z nadhodom preko dokaj obremenjene notranje ceste skozi Rogaško Slatino, tako jo mi imenujemo, in pa železniške proge. In nadhod Sonce, smo ga poimenovali po bližnji restavraciji, bi ravno povezal daljinske kolesarske povezave oziroma obstoječe kolesarsko omrežje z sprehajalnimi površinami osrednjega zdraviliškega jedra oziroma zdraviliškega parka. Torej ambiciozni projekti, vendar pa mi verjamemo v realizacijo, še posebej tudi zaradi tega, ker smo se z nadhodom prijavili na razpis Ekosklada skozi trajnostno mobilnost in tudi tam so prepoznali, da gre za pomemben razvojni projekt naše občine. Nismo mestna občina, kajti tam je tega že več, imajo tudi namenska sredstva iz tako imenovanih celostnih trajnostnih naložb, druge občine tega nimamo, pa kljub temu smo zastavili torej ambiciozen projekt parkirišča P+R in nadhoda, ki bi po mojem mnenju, ali pa kar bi po mojem mnenju lahko bila dodana vrednost kvaliteti bivanja v Rogaški Slatini in tudi kvaliteti dodatnih novih sprehajalnih poti, kajti območje Tržaškega hriba vse to v veliki meri tudi omogoča. Kakšen pa je terminski plan izgradnje tega objekta in ali že imate tudi finančno konstrukcijo izdelano? Za nadhod imamo izdelano finančno konstrukcijo. Ocenjena vrednost znaša 1.470.000 evrov, od tega bi slab 1.200.000 evrov pridobili od Ekosklada. Neupravičen strošek je davek na dodano vrednost, kar bi zagotovili iz občinskega proračuna, torej finančna konstrukcija je zaprta. Terminski plan izgradnje tega projekta pa je nastavljen tako, da bi do sredine leta 2022 najkasneje tudi ta projekt zrealizirali. V okolici Rogaške Slatine je več zgodovinskih točk, med njimi so tudi palčkove hišice in razgledni stolp na Janini. Kako je s temi objekti, so tudi ti v lasti občine? Mogoče še samo en stavek dodam o vsebini projekta Nadhod. Težko verjetno ga gledalec razume, če se malo več o njem ne pove. Gre torej za projekt širine 3,5 metra, celotne dolžine neto 137 metrov, skupaj z prehodnimi rampami 182 metrov. Primeren je seveda za sočasno prehajanje pešcev in kolesarjev. Primeren pa je seveda tudi za invalide, saj so nakloni tega nadhoda takšni, da so sprejemljivi za nemoteno gibanje tudi njih. In glede na to, da smo mi občina po meri invalidov že od leta 2008, ocenjujem, da je ta projekt tudi z tega vidika zelo pomemben. Bo pa primeren tudi za bodisi stanovalce doma starejših v Rogaški Slatini, kot tudi še za marsikatero drugo, mogoče tako se izrazim, ranljivejšo skupino občank in občanov. Če pa zdaj grem na odgovor na vaše vprašanje, torej lokacija stolpa na Janini ni nikdar bila in tudi danes žal ni v lasti občine. Če bi bila, bi mi že pred 3 leti tudi ta
stolp obnovili, ker je trenutno ni zmožen za obiskovalce. Bil je v lasti Zdravilišča Rogaška, le to je šlo v stečaj in stečajna upraviteljica neuspešno že dvakrat prodaja celotno območje Janine v površini 150 tisoč kvadratnih metrov in znotraj tega je tudi stolp. Mi za stolp rabimo 100 kvadratnih metrov in ni upravičeno, da bi za celotno območje namenili, tako kot je bilo v razpisu zapisano, najprej 250 tisoč evrov, potem 200 tisoč evrov, gre pa za površine, torej gozdnate, ki so v celoti zaščitene. Gre za lokalni spomenik in tu gospodarska raba ni možna. Torej samo čiščenje, obnavljanje, pa še to pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, zato dvomim, da bo stečajna upraviteljica to lahko v celoti prodala. Mi se pogovarjamo, da bi nam odprodala le del, ki je povezan z sprehajalnimi površinami in z samo razgledno točko in da mislimo resno, smo pokazali že s tem, da imamo v letošnjem proračunu zagotovljena sredstva za to obnovo stolpa, saj smo predvidevali, da bi lahko prišli do potrebnega zemljišča, vendar pa se je v končni fazi ta postopek spremenil in sicer verjamemo, da bi lahko se prišlo do te lastnine, kot pa vemo, ne moremo vlagati občinska javna sredstva v tujo nepremičnino. Kar se pa tiče Palčkove hišice, imamo jih 4, skrbimo, da so obnovljene, sedaj smo razčistili tudi lastništvo in to so že tradicionalna točka ob sprehajalnih poteh ožjega zdraviliškega jedra. Eno od teh pa smo seveda tudi v letošnjem letu v celoti prenovili oziroma na novo zgradili. Razvojne projekte imate za celotno območje občine, za vse krajevne skupnosti, pa poglejmo najprej v krajevno skupnost Kostrivnica. Katere projekte načrtujete tam? Poleg že omenjenega stanovanjskega bloka smo v letošnjem letu zgradili nov prireditveni prostor, ki istočasno služi tudi za povečano število parkirnih mest pred podružnično osnovno šolo. To pa je osnova, da bomo lahko v prihodnjem letu zrealizirali še preostali del rekreacijskega parka, ki bo obsegal igrišče za odbojko na mivki, otroško igrišče z igrali. Obnoviti pa želimo tudi obstoječe malo nogometno igrišče z umetno travo, zgraditi novo javno razsvetljavo in tudi manjše košarkaško igrišče na umetni gumi. Vse to bomo lahko zrealizirali tudi iz tega vidika, ker smo uspeli na razpisu tako imenovanega CLLD-ja, kjer bomo za celoten projekt, ki je vreden slabih 200 tisoč evrov, pridobili skupaj s partnerji 100 tisoč evrov in verjamem, da bo tudi ta projekt v celoti ponovni dokaz, da nam tudi v drugih krajevnih skupnostih, ne le v samem mestu, je veliko stalo do tega, da bi se bivanjski pogoji tam živečih ljudi izboljšali. Kateri pa je največji projekt v krajevni skupnosti Sveti Florjan? V 4-letni plan smo si zadali, da bi tudi tam zgradili manjšo telovadnico ob podružnični osnovni šoli. Tam je tudi vrtec in za takšen projekt smo že pridobili gradbeno dovoljenje. V tem objektu bi bila igralna površina velikosti 12x20 metrov, zraven pa bi dodali še en društveni prostor za društva v tej krajevni skupnosti. Z projektom smo se prijavili tudi na razpis ekosklada. Trenutno je naša vloga v postopku obdelave, nadejamo se ustreznega sofinanciranja. Naša želja pa je, da bi projekt zaključili do leta 2022. Morda še nekaj o sredstvih za ta objekt? Ocenjena vrednost celotne investicije je med 700 in 800 tisoči evri. Koliko bomo uspeli pridobiti od ekosklada, je v današnjem času težko reči. Poskušali pa bomo z lastnimi sredstvi v celoti zagotoviti preostanek v 2 prihodnjih letih. Nekaj sredstev manjšega obsega pa že imamo tudi v proračunu letošnjega leta. Na posodobitvi lokalne cestne infrastrukture je eden bolj pomembnih projektov tudi nova trasa ceste, ki pelje od obvoznice proti krajevni skupnosti Sveti Florjan. Kako daleč ste s to naložbo?
Mi smo si zadali prav tako v 4-letni plan, da bi tudi sedež ali pa center te krajevne skupnosti povezali z mestom in z zunanjo obvoznico po novi trasi ceste v dolžini 1,8 km. Obstoječa je stara več kot 50 let, tudi z neustreznimi horizontalnimi in vertikalnimi parametri. Zato smo torej se odločili, da ne bi obnovili obstoječe trase, ampak izboljšali kvaliteto prevoznosti. Prvo in četrto, razdelili smo celoten projekt na 4 faze. Prvo in četrto fazo želimo realizirati v letošnjem letu. Skupaj z direkcijo, ki je upravljalec državne cestne mreže, tudi zunanje obvoznice, bomo v letošnjem letu zgradili nov priključek in zavijalne pasove na zunanji obvoznici. Četrti odsek, ki ga želimo v letos realizirati, pa je vreden približno 240 000 evrov, pa želimo zgraditi novo traso ceste v dolžini 700 metrov. V vmesnem času pa izdelujemo projektno dokumentacijo za vmesna 2 nekoliko zahtevnejša odseka. Ko bo ta dokumentacija dokončana, bomo videli, koliko je ocenjena vrednost, pridobili ustrezno gradbeno dovoljenje in verjamem, da v prihodnjih letih tudi ta celovit projekt zaključili. V dogovoru za razvoj regije imate 3 projekte. Eden izmed njih je poslovni center Vrelec, ki ste ga že realizirali. Vaša ocena, kako deluje? Mogoče za uvod podatek, da smo mi že leta 2009 vzpostavili prvi podjetniški inkubator v širšem območju in tudi tega zrealizirali s pomočjo evropskih sredstev. In ta se je v skoraj 10-letni zgodovini pokazal kot zelo dober. Torej, namenjen je mladim izobraženim kadrom, da lahko svojo poslovno žilico preizkusijo v prostorih pod zelo ugodnimi pogoji, s pomočjo tudi finančnega in ostalega svetovanja. In vsled tega, ker je ta objekt bil zapolnjen zelo hitro, smo se leta 2016 odločili, da poskušamo razmisliti še o novem podobnem objektu, torej inkubatorju. Iskali smo finančna sredstva že leta 2016, vendar pa smo brez tega zastavili nov objekt, ki smo ga poimenovali Poslovni center Vrelec ob vstopu v Rogaško Slatino. Tudi to območje smo odkupili od bivšega Elektra z namenom, da zagotovimo nove poslovne površine. In ta projekt smo zrealizirali v letu 2018, v začetku 2019 je začel z delovanjem in pokazalo se je, da smo naložbo upravičili, ne le z tega vidika, da smo zagotovili 60 novih delovnih mest, ki so na razpolago, ampak tudi, da je ta projekt prepoznalo resorno ministrstvo in zanj zagotovilo slabih 1 200 000 evrov evropskih sredstev in tudi sredstev iz državnega proračuna. Kar se tiče pa letošnjega leta delovanja, pa je dejstvo tako, da je koronavirus nekoliko spremenil razmišljanja nekaterih, vendar pa v manjšem obsegu so prekinili z dejavnostjo. Mi smo z spodbudo zagotavljanja plačila najemnin v tem času epidemije tudi prispevali k temu, da pa je večina tako imenovanih inkubiravcev ostala in objekt dobro deluje v sklopu celotnega mrežnega podjetniškega inkubatorja. In poanta je, da v vsakem trenutku lahko imamo, ukolikor kdo želi, najema primernega prostora, da lahko, če želi, jutri začne z delom in menim, da je to ena dobra spodbuda tudi na področju zaposlovanja. Gre tukaj predvsem za mlajšo generacijo, malo manj mlado generacijo. Kdo so tisti, ki so recimo interesenti za pridobitev takega poslovnega prostora v tem centru? Naš pogled je bil v štartu ali pa je predvsem bil namenjen, torej, kot sem dejal, mlademu izobraženemu kadru, ki se želi preizkusiti, ne dobi zaposlitve v kakšnih drugih firmah in se odloči za odprtje SP-ja in začne z deli. Vodstvo inkubatorja mu nudi spremno ne le infrastrukturo, torej ugodnost najema poslovnega prostora, ampak tudi še
kakšne druge svetovalne storitve. Vendar pa moram reči, da smo bili presenečeni, ko smo videli, kdo vse želi poslovni prostor. In le-ta je zanimiv tudi za tiste, ki so že za sabo imeli kakšno kvalitetno, uspešno poslovno pot, pa so se odločili, da bodo večje podjetje prepustili mlajšim, sami pa se poskusili sami na nekaterem drugem področju in takšni ljudje so stari tudi 50, 60 ali celo več let, kar nam je na nek način zanimivo, sicer pa nimamo nič proti tudi takšnim odločitvam. Drugi večji projekt je dograditev čistilne naprave. Že imate potrjeno vlogo na resornem ministrstvu? To je projekt na področju komunalne infrastrukture, ki obsega predvsem 3 sklope, in sicer dograditev čistilne naprave za 3500 populacijskih enot, potem je drugi sklop, ki se nanaša na izgradnjo kanalizacije v Rogaški Slatini, in tretji sklop, ki se nanaša na opremo, objekte in vse, kar je potrebno za dehidracijo blata. Ta sklop pa je seveda pomemben za še preostalih 5 občin soustanoviteljic javnega podjetja OKP Rogaška Slatina. Ocenjena vrednost projekta je 1 900 000 evrov. Mi se nadejamo sredstev iz kohezijskega sklada v višini 1 200 000 evrov. Lahko pa rečem, da imamo podobne izkušnje kot številni drugi prijavitelji z regijskimi projekti. Torej tudi ta projekt je uvrščen v tako imenovan dogovor za razvoj Savinjske regije in več kot leto dni usklajujemo vlogo med ministrstvi na službi vlade za lokalno samoupravo in na ministrstvo za okolje in prostor. Vendar smo vztrajni, neke alternative ni. Strokovnjaki, ki nam pomagajo pri tem, dopolnjujejo, usklajujejo vlogo, vse aktivnosti pa seveda vodi javno podjetje, čeprav bomo investicijo zapeljali preko občinskega proračuna in Rogaška Slatina kot sedežna občina bo tudi vodila vse te aktivnosti. Naša želja je, vsaj terminski plan je tako zastavljen, da bi v koncu letošnjega leta uspeli pridobiti tudi vlogo. Gradbeno dovoljenje in vse ostale postopke peljemo vzporedno, gradbeno sicer že imamo, da bi lahko v začetku prihodnjega leta izbrani izvajalec že pričel tudi z deli in v prihodnjem letu tudi zaključil celoten projekt. Kot predsednik sveta Savinjske statistične razvojne regije, ali lahko kaj vplivate na to, da bi vendarle se kaj hitreje premikalo na ravni države pri takšnih in drugačnih projektih? Ne le sam, tudi številni kolegi, pa ne samo v Savinjski regiji, torej župani tudi po vsej Sloveniji skušamo obrazložiti nekatere stvari na resornih ministrstvih, da so postopki tako dolgotrajni, da ni ustreznega odzivila od nekaterih soglasodajalcev, kar povzroča nekaj več administrativnega balasta, kot je potrebno po našem mnenju, predvsem pa ni pristopa, kot bi si ga želeli, torej da ko se enkrat vloga pregleda, se dajo pripombe, se vloga dopolni, bi po našem mnenju naj bila zaključena, če se je ugodilo vsem zahtevam. Pridemo pa do primerov, ko pride drugi krog, pa nove pripombe, pa zopet te dopolnimo, pa drugo ministrstvo, pa nove pripombe in sled tega so ti postopki tako dolgotrajnejši, tako da nekega novega mehanizma, razna razgovorov in predstavitev problemov resornim ministrstvom verjetno ni možno tudi izvesti. Problem pa je v tem, ki se kaže tudi na državni ravni, da Slovenija je počrpala do tega trenutka, po mojem poznavanju, 40% vseh sredstev, ki nam na nek način pripada v tej finančni perspektivi 2014-2020, ki pa se zaključuje. Res je, da še lahko 3 leta te projekte izvajamo, vendar pa jih bo v relativno kratkem času zelo težko in zahtevno. Kako pa je z izgradnjo daljinskih kolesarskih povezav? Tudi to je eden od večjih regijskih projektov. To je naš 3. projekt, ki je uvrščen v dogovor za razvoj regije, poleg poslovnega centra Vrelec in pa čistilne naprave. Tudi tukaj smo veliko aktivnosti naredili sami že v lanskem letu, čeprav je
idejno zasnovo naročila Direkcija za infrastrukturo in na osnovi tras, ki smo jih vnesli v prostor, smo ugotovili, da smo na nekaterih odsekih morali traso tudi spremeniti oziroma menjati, predvsem zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč. In že lani smo sami vstopili v postopke pridobivanja služnosti, kot to zahteva direkcija, ki bo investitor izgradnje teh daljinskih kolesarskih povezav v Savinjski regiji. Občine pa si prizadevamo, da bi lahko pri realizaciji projektov čim več tudi pomagale, in mi smo na našem območju, kjer je predvidenih v tej fazi kot prioriteta zgraditi približno 5 km daljinskih kolesarskih povezav, kot sem že prej omenil, izven mestnega središča, torej povezati le te z sosednjimi občinami Šmarjem, Rogatcem in pa Poljčanami. Projekt je ocenjen v samo naši občini na slabe 3 milijone evrov in 2,1 milijona bi naj dobili tudi iz Evropskega kohezijskega sklada. Pridobili smo potrebne služnosti, trenutno pa je prav tako vloga v pripravi za potrditev na resornem ministrstvu po pridobitvi vseh ustreznih mnenj oziroma soglasij, in za manjše objekte, kot so mostovi ali pa oporni zidovi, verjetno tudi manjša enostavna gradbena dovoljenja. Tudi tukaj je želja, da se projekt zgradi, oziroma lahko rečem, se mora zaključiti ne le v naši občini, ampak na področju celotne države. Se gre za projekt, ki je koncipiran v vseh statističnih regijah, torej mora zaključiti, kolikor bo pač možno, najkasneje do konca leta 2023, če želimo za ta namen počrpati predvidena evropska sredstva. In za zaključek še, katere so vaše prioritete dela do konca letošnjega leta? Posvetili se bomo dvem investicijskim dokumentaciji ali pa investicijskim projektom, in sicer bomo pripravili neke vrste finančno konstrukcijo za izgradnjo razglednega stolpa Kristal in ga predstavili občinskemu svetu in širši javnosti. Ocenjena vrednost, kot vemo, po do sedaj znani dokumentaciji je 2 milijona evrov. Drugi projekt, ki pa je finančno še zahtevnejši in večji, pa je izgradnja oskrbovanih stanovanj, kjer je ocenjena vrednost od 2,2 do 2,6 milijona evrov. Seveda občina za realizacijo tega projekta nima sredstev v občinskem proračunu, imamo pa atraktivno zemljišče in po postopku, za katerega se bomo odločili in na katerega bomo dobili tudi soglasje občinskega sveta, želimo izvesti javni razpis in ta projekt tudi zrealizirati. Kot pa je že običaj vrsto let, pa bo naša prioriteta v jeseni tudi priprava občinskega proračuna za prihodnje leto. O izhodiščih smo se že pogovarjali, na občinskih sejah v oktobru in novembru pa želimo, da bi ta projekt tudi zrealizirali. V zaključni fazi pa so še tudi 3 oziroma 4 investicijski projekti, 3 na cestni infrastrukturi in pa 4 na področju športne infrastrukture za izgradnjo pomožnega igrišča, kot sem ga že opisal. Vse to nas kot prioriteta čaka še do konca letošnjega leta in jaz verjamem, da bomo začrtan plan za letošnje leto tudi v celoti realizirali. In še zelo na kratko, kakšne so vaše želje kot župan v tem čudnem letu? Kar se tiče koronavirusa, da bi obvladovali situacijo, ne le v občini, ampak tudi v celotni državi, da bi bili dovolj ozaveščeni in bi spoštovali tudi te ukrepe. Predvsem pa si želim, da ta zgodba, ki nas spremlja in nas bo verjetno še nekaj časa, ne bi preveč negativno vplivala na življenje ljudi, da bi se kljub temu znali poveseliti, tudi kjer je možno in v kakšnem obsegu je možno družiti, in res verjamem, da bi z to pozitivno energijo lažje prebrodili to obdobje in s pozitivnim pogledom v prihodnje si zazdali ambiciozne načrte, ki verjamem, da jih bomo sposobni tudi zrealizirati.
Prav lepo se vam zahvaljujem za tale pogovor in želim veliko uspeha pri vašem delu tudi v prihodnje. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bila oddaja Župan z vami. Bili smo v gosteh v Rogaški Slatini. Ostanite z nami še naprej in nasvidenje.